Vse živo je in jaz vidim kamin kot en stik z naravo pa s preteklostjo. Kako pa ti vidiš vlogo danes kamina v sodobnih hišah? A veš, da zelo tako, res čustveno in simbolično. Ne? Ker zdaj v bistvu, zdaj, ko smo rekli, ne, dom sam po sebi, ne, včasih je bila to kmečka hiša ali pa neka, rekel, mestna hiša. Ne. Zdaj so domovi, rekel, moderni objekti z vso tehnologijo, z smart home sistemi, z vsem tem. Vse živo je. Vse živo je in jaz vidim kamin kot en stik z naravo pa s preteklostjo. Kamin ali pa peč ali pa štedilnik mogoče v kuhinji te vrne malo ven iz tega digitale, iz teh vseh gadgetov, dodatkov, oprem, sistemov v tisto, da si ti spet pristno povezan z naravo. Ker ti, recimo, če govorimo o tisti najbolj pristni stvari, ne, kamin, peč ali pa štedilnik na drva, ti moraš drva imeti oziroma si jih moraš priskrbeti, jih moraš nasekati, jih moraš ti sam prinesti, zložiti in zakuriti. To ti noben app ne bo naredil, to ti nobena smart home sistem ne more narediti, to moraš ti narediti sam. In to, če ti to vzameš kot en ritual, kot en obred, ko prideš domov iz službe ali pa zjutraj preden greš, te to lahko zelo pomirja. Ti to da en signal, zdaj sem jaz domov prišel, k svoji družini, sem zakuril kamin, zdaj smo vsi skupaj, smo doma, dom dobi eno toplino, ne rabiš niti televizije prižgati, ne rabiš, bi rekel, scrollati po social media. Ti se usedeš s svojo familijo pred kamin, gledaš ti ogenj, igraš se družabne igre, se pogovarjaš. Vsak ima tisto zgodbo dneva za povedati. Ne? In če zraven kamina to narediš, mislim, da lepšega ni.